ljudje pa izstopajo pri Kačarju, pa zvečer dejansko pozno hodijo peš po tej temi. Tako da to je resnično zelo potrebno, da bi ta mestni promet se podaljšal. To je resnično velika želja, to so ljudi, s katerimi se pogovarjam. Potem bi omenila, tukaj pri Miklavškem bloku je zdaj, torej Ekartova, ne vem, cesta se dela nova, ne vem, kaj so zdaj tukaj to delali proti kanalu. A bo tukaj kolesarska pot tudi uvedena, da lahko potem v Duplek in ne vem, kam se peljemo na ono stran? Ker zdaj bojo delali asfalt in vse in mislim, da ne bo kolesarske poti tukaj, oziroma neke poti, peš poti ali nekaj takega, ne? Živa resnica. Za to cesto, kar se zdaj dela trenutno, proti kanalu, to bo ena grozna cesta, hitra cesta za divjake. Ker pogledaj, on bo prišel iz te samove ven, dol bo ravnina, na koncu pa je razcepnjeno Drava. To bo nekaj neverjetnega, kako se bo to nekateri vozili. Pa tudi tovornjaki, vse ostalo bo vozilo. Tudi kolesarska bi zdaj, ko je investitor to dela, bi mogel biti kolesarska pot. Pa za peš pot, ker nekateri grejo po te strani do Drave peš. Od Drave, gorsko od Kravža. To je neka zgrešena investicija, mislim, ni logično narejena, ne? Da smo to ulico začeli delati, smo rabili 7 let usklajevanja in da se je sploh začela graditi. Pločnika ni, ker dejansko ona teče samo v izvedbi 350 metrov in če bi hoteli tam pločnik pa kolesarsko pot delati, potem bi seveda morali celo Ekartovo do Ptujske razširiti, kar pa kot domačinka veste dobro, da je vsaj pred Ptujsko skoraj da nemogoče, ker so pač objekti in tako naprej. Ker to je nevzdržno, da se to sanira, da se nekaj zvezi s tem naredi. Če žene na občino Miklavž, naj se nam pove na koga. Naj nekdo pride zvečer tja in pogleda okno, sploh ni možno odpreti. Mislim, da bojo potrdili tudi tukaj ljudje z ulice. In to vse se širi tudi do vrtca, do šole in je ob določenih dneh neznosno. Jaz ne vem, ali zaradi večje pretočnosti in priklopa več uporabnikov, tu menda nekih glavnih vod, kanalizacijskih in ne vem, ali lahko pove kontakt na občini Miklavž, kdo se bo s tem ukvarjali, na koga se lahko vrnemo, da bo to problematiko rešil in začel s tem ukvarjati. Se je razbremenila ta cesta, ne mimo šole, tam takoj iz Dobrovc preko Mostička, desno, pa tu pride deponija, pa ne vem, če je to sploh izvedljivo, to bo stroka povedala. Pa v tem primeru bi se razbremenil ta del okrog šole v veliki meri. Povezati za kolesarje pešce Miklavž z ostalimi kraji, ne samo z naše občine, tudi z ostalimi občinami, se pravi, tako so že omenili Dobrovce, Dravski dvor, pa tudi do Marete naprej. Zelo pa navzdolj, ne vem, koliko so potem te dejavnosti v sosednjih občinah, kako poteka to v te deli bolj vid, da se tudi taki pretočni del skozi kraje v druge kraje. Povezava proti Dogošam oziroma proti Dupleku, Mariboru v oni smeri, tam res manjka. Za pešca, za kolesara, vse nekaj. Zanima povezava v prejšnjem tednu v Večero je bil članek o kolesarski povezavi Dravograd, Ptuj, Borl, Hrvaška. A me zanima, če ta celotna prometna strategija vključuje tudi to zadevo. Ali gre povezavo z občino Maribor, Starše, Hajdina, naprej do Ptuja in da se ta zadeva vključuje v eno smer? Malo debate okrog tega Dravskega dvora. Jasno, Dravski dvor je res problematika za sebe. Dejansko kopalo se je vse okrog Dravskega dvora, točno dejansko nismo takrat ugotovili, kaj sem. Vse stvari, ki se dogajajo iz Miklavža proti Dravskemu, res se končajo dobro. Treba je pa nekaj videti. Daj se malo vprašajo, kako so urejene te kolesarske poti, po kakih lokacijah so izpeljane drugod po Evropi. Tako da mislim, da to je linija najmanjšega odpora, čuj to ne morete, ker je prenevarno štop,
damo tablo, prepovedano se približevati, in tega se vsi držimo, kot imam to. Prej že. Bi lahko samo zaključek naredi, da ima občina potencijale za sebe, koliko lahko naredi, da začne delati iz Miklavža do Dravskega dvora kolesarsko pot, ampak moramo pa vedeti. Sprejeli smo na državni zbor zakon, da se bo po kolesarski poti vozili tudi 25 kW motorji, več skuterji. Kaj pa to zdaj? To zdaj nek boš gledati potem. Oni bo pripeljal 25 pa nas z vozičkom, kam bo se maknila? Mora biti dovolj široko.